Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, lep pozdrav sem. A sva najavila kakšno potezo za danes? Mislim, da ne. A v redu. Potem pa začneva na domačem terenu, na domačem parketu, v osrednji inštituciji nacionalne demokracije. Velik dan je za slovensko demokracijo, imamo novo poslansko skupino. Po odločitvi predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič bo to poslanska skupina nepovezanih poslancev, ali sem prav povedal? Ja. Nepovezanih poslancev, ki pa bo povezovala člane stranke demokratov, poveva ljudsko Logarjevih demokratov. Logar nekaj ni zadovoljen, zakaj mora biti nepovezan, če pa je povezan. Ja, to je pač bila odločitev predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Mnenja so bila deljena, seveda Logar ni zadovoljen s tem, ker bi pač rad vzpostavil svojo lastno poslansko skupino, ki je na nek način tudi vzpostavljena na ta način promocijsko za samo stranko. Pravi, poslanska skupina je blagovna znamka. V bistvu nakazuje na blagovno znamko stranke, ki pa je nastala sredi oziroma pač med mandatom, ki na ta način ni potrjen z volitvami. To je bil srednji argument. Pa še o tem malo pozneje, se vrneva, zdaj ti nadaljuješ, ampak se bo vrnila k tej ideji, da je politična opredelitev pravzaprav enako blagovni znamki. Stranka je na nek način, dobro, zdaj to past vidim, ki jo nastavljaš, ker mislim, jaz od tebe pričakujem, da se izogneš, ti je ne nastavlja. Izognil bi se z razširitvijo tega, kar sicer midva tudi od srede do srede počneva, da narediva en tak celostni pregled tedna ali pa pomembnosti dogodkov v tem tednu, in zato rahlo razširjam to temo na en komentar, ki sem ga danes zjutraj poslušal na CNN, enega analitika, pa ne iz Amerike, mislim, da je bil iz ene od arabskih držav, ne bom trdil, mogoče pa celo iz Egipta, ne vem. Povedal je pa to, da Donald Trump upravlja, se pravi, meddržavne odnose in pa zlasti problem Gaze, problem tega norega pravzaprav predloga, da bi tam naredili turistični resor in letovišče in razselili koliko 2 milijona Palestincev v Jordanijo in Egipt, z cinično pripombo, ki ni bila samo cinična, namreč, da se Trump obnaša kot podjetnik. Se pravi, on državo jemlje za firmo, kot firmo, in pač ne razume nič drugega kot posel. In to, da bi on naredil neko mešano podjetje med Ameriko in Izraelom in vse obrnil poslovno priložnost za širjenje nekega gospodarskega imperija, je napačen pogled na vse skupaj. In to je logika brenda ali pa blagovne znamke. Se pravi, težko bi smeli gledati na, recimo, stranke kot samo na blagovne znamke, v resnici pa so blagovne znamke. In se tudi obnašajo približno tako, in tudi promocije posameznih politikov v novi dobi medijev že potekajo dobesedno po načinu promocije blagovnih znamk bolj kot pa konceptov. Koncepti se v bistvu je... Ampak v tem je problem, zaradi tega, ker politične stranke so del inštitucije, ki se ukvarja z upravljanjem skupnih zadev. Ampak za oblast se pa, kot si ti rekel, ne borijo s tem, da dajo na mizo koncepte, pa ne vem kaj, ampak se oznamčijo. Ja, in te znamke potem poskušajo popularizirati na način navdušenja med gledalci, in to navdušenje po vtisu, po vsebini tega, kar imajo ponuditi ali pa kar imajo povedati. To je nek nov način delovanja in bistveno je povezan z internetizacijo propagande, z širjenjem, z novo vlogo medijev oziroma z želeno novo vlogo medijev, v kateri ni več urednikovanih vsebin, ampak so pač
bolj spretne ali pa manj spretne nastavitve, ne, pač všečnosti. In to je problem, ki gre v štric. Popolnoma enako skupaj z tradicionalno politično filozofijo med državami. Ne, država kot država je postalo prizorišče včasih celo vtis kot da klovnov, ne, recimo, kako razumeti predlog, ne, da kupiš celo Grenlandijo kot klovnovsko potezo, ki je rodila seveda protiklovnovsko satiro, ne, in sicer tako, ne, da so neka civilno-družbena skupina, vplivna, kulturno-umetniško vplivna skupina predlagala, da bi pa Danska kupila Kalifornijo, ne. Tako nazaj, ne. Tako. Skratka, to je, če smo že pri brandih na ravni gledališke predstave, vse skupaj že, oziroma celo mogoče predstave v nekem cirkusu, ne. Veš, tle, ko zdaj na satiro pa na te stvari vlečeš, ne, midva sva oba zamudila televizijsko nadaljevanko Dallas. Ne, ta televizijska nadaljevanka Dallas, ne, kot ljudje morda slutijo, se ne ukvarja s košarko. Ne. V televizijski nadaljevanki Dallas so se gospe, ki jim je bilo malo dolg čas, dobivale med sabo pa se pogovarjale. Ne, in ena od teh gospa reče: imam rešitev za vprašanje svetovnega miru. Dajmo Palestince preseliti na Grenlandijo, pa je problem rešen. Ne, in potem druge hvalijo svojo kolegico, ne, na kako briljantno idejo je prišla. To je ta Dallas je pa ena taka poceni satira. Ne. Kaj ostane satiri? Veš, potem, ko s klovnovskimi disruptivnimi idejami v javni prostor prihaja najmočnejša osebnost sveta. Ja, problem satire, ki na simpatičen način poskuša reševati probleme, ki v tem kontekstu niso rešljivi, je pač ta, da tudi predpostavlja, dajmo prestaviti, ne, kdo pa smo mi, da lahko prestavljamo. Namreč ideja Združenih narodov, in zdaj so se predstavniki in analitiki Združenih narodov tudi oglasili, ne, da se pač z tako neodgovornim pristopom do reševanja recimo Gaze v tem primeru, ne, rušijo popolnoma vsi temelji mednarodne ureditve, ne, ker so narodi, ne, po letu 1948 dobili pravico do svojih držav in s tem pravico do svoje suverenosti, s tem pravico do svojega dostojanstva, do svoje kulture, do svojega izobraževanja, do svojega zdravstva, skratka do tega, kar reprezentira idejo, da so ljudje med sabo enakopravni, enakovredni, ne glede na veš kaj vse, spol, raso, prepričanje, versko prepričanje, bogastvo ali ne bogastvo, ali celo inteligenco ali ne inteligenco. Ne? Mislim, neinteligenten človek je v pogledu humanizma enako vreden kot inteligenten človek. Ne? Seveda na tržišču nekega tekmovanja ali uspeha ali učinkovitosti pač inteligenca faktor, ne? V dostojanstvu človeka pač ni. Ne? Je dostojanstvo človeka onkraj tega, barve kože, celo inteligence in tako naprej. In to, kar Trump počne z tem svojim pravzaprav tragikomičnim pojavljanjem, je natanko rušenje svetovne ureditve in to po zlagoma in počasi začenjajo čutiti praktično vsi. Ko prijatelj ni več prijatelj ali pa je njegov prijatelj danes, jutri lahko že njegov sovražnik, taka precioznost. Evropska unija, ne, je popolnoma ogrožena. Spomnimo se še besed Bidena, Združene države Amerike nikoli ne bodo zapustile svojih zaveznikov ali pa zavez NATO pakta. Ne. Nikoli ne bomo dopustili, da bi kdorkoli, katerikoli agresijo zasedal 1/5 zemlje evropskih držav, kar je seveda veljalo za Putina. Naenkrat molčijo, ko bi te iste besede morale biti izgovarjane za Donalda Trumpa. Ne. Kam bo to pripeljalo, to ne nakazuje popolnoma nič dobrega. In seveda, nikoli ni odveč dvoje. Prvič, spominjati na podobne situacije v preteklosti, in v glavnem je to šlo skupaj z primarno in začetno obdobji fašizma in nacizma, to se pravi začenši v Italiji z Mussolinijevim fašizmom, potem s Frankovim
fašizmom v Španiji in pa seveda potem najbolj zloveščim nacizmom v Nemčiji in pa potem usporedni ali pa podobno socialistični, če tako rečem, reakciji na recimo posledice Prve svetovne vojne, ki je bila v oktobrski in februarski revoluciji, se pravi v Petersburgu pa Moskvi, in pa nastanku Sovjetske zveze, ki je potem tudi povzročil se pravi model avtokratstva in oblik nesvobode, oblik teptanja temeljnih človekovih pravic in tako naprej. Skratka, to je ena stvar, druga stvar je pa to, da je na podlagi vseh teh dejstev pač treba prepoznati, da smo mi v zelo podobnih situacijah in da je v bistvu vznik novega fašizma tako rekoč pred vrati. Ne slepimo se. Pred ali za vrati? Jaz mislim, da smo zdaj na pragu z zelo močno verjetnostjo, da se lahko vse zlovešče posledice prvega vrhunca tega fašizma ponovijo kaj kmalu, da se lahko zgodi, da podobno, kar se je dogajalo recimo v Nemčiji v 20-30 letih, v Italiji in Španiji, da se ponovi v Združenih državah Amerike. In to na tako postopen način, da mimogrede nihče ne bo opazil. In tu je nevarnost pač tega satire, da v bistvu iz zloveščih stvari naredi nekaj simpatičnega. Ja. Jordanija, ideja, da bi preselili prebivalstvo Gaze malo v Egipt, malo v Jordanijo. Ja. Gre že za neposreden pritisk na jordanskega suverena, naj to sprejme. Ja, v zadnjih 24 urah je bil menda jordanski kralj pri Trumpu. Dal je jasno vedeti, da on predvideva rešitev obnove Gaze znotraj teritorija in pa populacije na tem teritoriju. Trump je to poslušal za neko dobrohotnost, potem pa preprosto izjavil, da bodo razselili polovico jih v Jordanijo, polovico pa jih skratka vztraja na tej svoji norosti. Seveda pa ne smemo pozabiti, da se je v tem času zgodila neka, a je to provokacija, to je zdaj dobro vprašanje, ampak v Gazi je premirje, ki to ni. Ljudje umirajo. In potem se Hamas našopiri in reče, ne bomo vrnili vseh talcev, in potem Trump reče, imate do sobote, mislim, da je rekel čas. Sicer bo hell. Sicer sporazum pade in bo pekel. In naenkrat on privzame retoriko Izraela in reče, skoraj da bomo napadli. Mislim, skratka, on je v terminih sionizma, kakršnemu se je predajal Joe Biden, pravzaprav presegel vso Bidenovo retoriko v naklonjenosti do sionističnega koncepta vladajočega Izraela. Ne Judov vseh, ampak pač koncepta vladajočih Izraelcev. In seveda to zelo dobro cilja v porušene mednarodne odnose, v katerih so stvari nepredvidljive, v nobenem primeru pa dobre za nikogar. Ker tudi, če pride do dominacije ali pa do mnogo ravnotežja sile, recimo, groziti Evropi pomeni to. Evropa je ekonomsko skoraj da nekonkurenčna, prav zato, ker zdržuje visoko raven zaščite ne samo človekovih pravic, ampak socialnih razmerij do delavcev, do plačil, do okolja, če hočeš, ki jih Amerika ne spoštuje. In če sem prav posnel, je energija v Evropi zato do 4-krat dražja kot pa v ZDA. Kar pomeni, da je proizvodna zato toliko dražja in toliko. In če bo zdaj še 25% carine, kar grozi za jeklo, Trump uvedel, pomeni, da bo Evropa prišla v eno izredno neprijetno situacijo, ko bo morala preoblikovati svojo retoriko in poiskati nove dobavitelje, nova razmerja do zdaj osovraženih kontinentov in sil, naprimer do Rusije in Kitajske. In na koncu se bo spet razpravljalo, kako bi mnogo cenejši ruski plin spet uvažali v Evropo. Zanimiva se mi zdi pa poteza Saudove Arabije. Ko je Trump na mizo dal idejo, da bo Gazo razselil malo Jordanija, malo Egipt, je bila Saudska Arabija kot tradicionalna zaveznica ZDA
zaradi te domislice ogorčena. In komentar je, da Saudska Arabija ima politiko dvojih odprtih vrat. Pravi, ena vrata so odprta proti ZDA, vendar so druga vrata odprta tudi na Kitajsko. Pravi, neka regionalno kar pomembna sila se ne podreja zahtevam Združenih držav Amerike, zaradi tega, ker skuša vzpostavljati čim boljše odnose z nastajajočo velesilo ali pa de facto novo velesilo Kitajsko. A je to matrica za Evropsko unijo? Bi morala biti, bi jaz rekel. Skratka, Evropska unija se mora postaviti na lastne noge in popkovino z tem, skratka, s tradicionalnimi Združenimi državami Amerike, ki so bili nestorca, ali pa te države so bili nestori svetovne ureditve, se pravi bazirane na temeljnih človekovih pravicah, na pravicah narodov, ne samo do samoodločbe, ampak tudi do svojega dostojanstva, do svojih držav in tako naprej. To je bilo nekaj, po čemer se v zgodovini nikoli ne bo mogel zadosti poudarjati, kako dobro in pomembno vlogo so igrali Združene države Amerike. Ampak danes smo mi upravka z drugačnimi Združenimi državami Amerike, ki v bistvu to ureditev rušijo. In Evropa kot povojna Evropa, je, se pravi, povojna v smislu druge svetovne vojne. Ja. Ta Evropa je bila grajena na teh načelih, ki so jih vzpodbujali ameriški predsedniki, ki so jih vzpodbujali humanisti tega sveta, posledica tega je tudi nastanek Organizacije Združenih narodov. In Evropska unija kot združba narodov in predvsem držav je te vrednote privzela kot standard in generacije vzgojila v spoštovanju do teh standardov. In ta rastoča desnica, recimo to, kar Elon Musk počne, spet v tem svojem cirkusu, ko gre v Nemčijo in preprosto pove, Nemčijo bomo razmontirali, pravicom ima Nemčija do tega, da desnica prevzame oblast in vse skupaj postavi na take temelje, kot jih je nekoč zagovarjal Hitler. Skratka, to je premalo, da rečemo norost. To je civilizacijski izziv, v katerem ni drugega izhoda, v luči tega, kar si prej povedal v zvezi s Saudsko Arabijo, kot da se vzpostavijo nova svetovna razmerja ali pa nova ravnotežja, tako kot je včasih hladna vojna, ki pa ne bodo zagotavljale standarda, kot smo ga poznali, ampak ga bodo v vsakem primeru nižale. Se pravi, tudi če gre zdaj Evropska unija ali pa svetovno ravnotežje v korist neke nove hladne vojne, se nam zato standard ne bo popravil, ampak se ne bo kvečjem. Govoriš o ekonomskem standardu? Ne. Ekonomski se lahko stabilizira. Ekonomski se lahko stabilizira, ker Kitajska ponuja pravzaprav razumne cene za artikle in avtomobile, za dobrine. Seveda bo to ogrozilo delovna mesta v Evropi, posledično zato se bo spet narasel desni nacionalizem in tako naprej. Ampak Kitajska bi se o tem pogovarjala, jaz sem prepričan. Problem pa je v tem, da Kitajska, ki je tehnološki velikan, tehnološka velesila pri umetni inteligenci, bo v kratkem, če ni že prevzela absolutno vodstvo, bo šla čez Ameriko in tako, in se bo vse zgodilo to, kar so že razpravljali v zvezi z tehnofeudalizmom, novim tehnofeudalizmom, ampak spet poudarjam, feudalizem, ne bo šlo več za individualizacijo, ampak bo šlo za ene sorte kolektivizacijo nazaj in za ene sorte razmerja, ki jih pa tradicionalna Kitajska, tradicionalno v smislu po drugi svetovni vojni ali pa po prvi svetovni vojni, ni vzpostavljala na evropski tradiciji izgradnje individualnih človekovih pravic in dostojanstva posameznega človeka. Tam še to, kar je v slepo ulico prišlo za našo individualizacijo, je to, da se vsak zase briga. Na Kitajskem obstaja še čut za skupnost. Čuta za skupnost težko ga najdeš, že v Sloveniji ga težko najdeš. Čut za skupnost je samo, kadar je nek obrambni refleks, ampak kadar pa gradimo družbo v nekaj pozitivnega, tam pa ti težko poenotiš ljudi v en dober koncept. Se vidiš konec koncev, kaj se dogaja na političnem področju, in država je namenjena pravzaprav samo preigravanju moči za zavzemanje oblasti na 4 leta. Nima dolgoročnih ciljev, medtem ko Kitajska pa ima dolgoročne cilje. Sam nima pa demokracije. Ne, nima je in je tudi niso navajeni.
zahtevajo jo do neke mere Kitajci sami, niso je pa navajeni. Oni jo morajo šele izumiti, izgraditi, ker je pač v ozadju neka druga filozofija, da ne rečem politična filozofija, da ne rečem pogled na svet. Evropska unija pa to ima in izgublja. Se pravi, da bi to zaščitila, bo morala iznajti model. In to, da zdaj rekla, da se bo postavila odločno proti Ameriki, če bo Amerika uvedla carine, je sicer dobra poteza, ampak kaj se je zgodilo v prvem Trumpovem mandatu? Obdavali so whisky pa Harley Davidson, pa mogoče še neke male stvari, zakratka simbolne obdavčitve, ne pa realnih. In bi morala začeti govoriti jezik moči, ki mora biti odgovoren jezik, ne vojna zaradi vojne, maščevanje zaradi maščevanja, ampak preprosto tako je naše stališče, od njega ne odstopimo. To, kar mi imamo, nam ne morete kar vzeti. In tudi v čigavem imenu govorite, gospod Trump, vi ne govorite v imenu Združenih držav Amerike, kakršne so bile vzpostavljene na podlagi demokratičnih vrednot. Vi govorite v imenu svojega svoje podjetniške mentalitete blagovne znamke. In sva nazaj pri blagovnih znamkah. Se pravi, vi govorite kot brand man, ne kot predsednik, še manj pa kot državnik. Tudi v Ameriki se pojavljajo že transparenti, da mora Trump čim prej dobiti impeachment, in kolikor sem zasledil, in je tudi objavila naša nacionalna televizija po anketi Reutersa, 75% ljudi proti temu načrtu, ki ga ima s Palestinci. 75% ni malo. Se pravi, njega je izvolilo več kot 50% Američanov, 75% je pa že proti temu. Ja. Tako da to ni hec, in Trump je to tezo pač zastopan, zagovarjam in sem vanjo seveda tudi prepričan, verjamem vanjo, da je Trump praktično že pretekli čas, ampak 4-letni mandat ima, ga lahko zdrži, tako ga ima pri nas Robert Golob, na primer. In veliko vprašanje za Trumpa je, koliko škode bo povzročil v tem času, ki se mu ne bo odpovedal. On ni nekdo, ki odstopi. Mislim, še ni en mesec na oblasti, pa je pokazal, da je učinkovit vladar. Zdaj to je tako, v resnici neučinkovita. On igra učinkovitost. Do zdaj pa kaj je učinkovitost? On je rekel, da bo v 5 minutah bo rešil vojno v Ukrajini. Vojna še vedno traja, pa zgleda, da bo še trajala, pa še pogoje je postavil. Prvo, kar je, bo treba Rusiji dati ozemlja. Zelenski se že pogaja, oziroma bi že rad trgoval za ozemlje. In drugo, kar je, pol Ukrajine bo moral dati Američanom naravnih virov, zato da se bo stvar rešila. Skratka, to je bilo čist neučinkovito. V Gazi se bojo pa stvari še bolj zapletle, še bolj zavozlale, prebrnile v bistvu celotna svetovna razmerja. Se pravi, kje je tu učinkovitost? Potem, on je najavil carine v Mehiki, ki jih je takoj zamrznil, kje je tu učinkovitost? On je najavil carine v Kanadi, ki jih je takoj zamrznil, kje je tu učinkovitost? On grozi Evropski uniji z carinami, ki jih ni. Se pravi, njegova učinkovitost je v bistvu samo brendirano nasilje, brez pravih posledic v učinkovanju, in zgrajenje, kot skozi govorim, 4 oglate krogle, ki se ne izide. Kolega Markeš, hvala, tokrat ne bova konvertirala, bova pa nazaj na sporedu naslednjo sredo. Drži, hvala.